The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. To mi je čuden. Halo. Dobro? Ampak večkrat moram imeti naprej, veš, ker mi je predelač od ust. A je v redu? Ja, sem šla prej. Okay. Mislim, se zbolj gledam, da se bajkvic, ki tebe je tako sem. Jo, s tem kolesom moram biti skrap. Ampak sem se pa oblekla v stilu z njemu, vidiš? Se to že medaljica, da gremo kar začeti. Evo, sončki, dobrodošli nazaj, nov kolesarski čvek, za nama s Petro je kar pester vikend. Od Pogi Challenge do zaključka tukaj, prejšnji teden smo sestavili še tole raketo kle zadnji, glasovali ste za najlepši kolo, ki so jih midva kle ocenjevala, pa na koncu ste glasovali še za kjer vam je bolj všeč od najinih dveh in na srečo ste se pravilno odločili, tako da hvala vsem. Vem, da tisti, ki ste se za Petringa odločili, ste bolj zaradi tega, ker hodite vsak dan sem na kavo in niste upali kontra njej glasovati. Jaz ne vem, kdo je glasoval za kjer kolo, tako da... Ja, ti veš, ampak... No. Pridite ga pogledati v živo, da ste lahko dali ta pravo oceno. No. Pa pridite Anžetova pogledati v živo, pa ste lahko dali ta pravo oceno. No, gre kar začeti. Noč, cel vikend, povej, ko si se imela? Vsi sva bila v glavnem kar skup. Ja, smo mogli kar prenašati cel vikend. Ja, mene je bilo fuluštan. Zelo lep vikend, vreme je bil krasen, mislim, da za kolesart idealen, fenomenalen. V soboto smo imeli velo izlet, smo se imeli tudi, mislim, da lušten, jaz sem sicer šla sam en del z vami, da sem bolj naredila bolj to pre-rejs trening, mislim, ja, aktivacijo. Tako da meni je bilo fajn, ne vem, ti už bolj povedal, kako ste se imeli vse skup na izletu, tukaj je bilo itak pol noro, Lombardijo smo gledali, kar je bilo luštan, tako kot vedno gledati Pogačarja, ki zmaga. Po pričakovanjih. Po pričakovanjih, ja. Ne. Zdaj sam še gledamo, ko on gre in pol tisto uro do uro pa pol, 2 max, ne, se tresamo, sam tako, da se mu kakšna okvara zgodila slučajno ali pa kakšen defekt in to je še vse, kar je v bistvu zdaj ostalo od dirkanja. Ni več tega, da se bojimo, a bo zmagal ali ne, a ne. Tako da ja, pač malo drugače je ratalo vse skup, ampak meni se zdi, da je nam, če smo fani pa Slovenci, pa ko vemo, da imamo zmagovalca, ne moramo reči, da je to dolgočasen, saj meni ni, še vedno ni to dolgočasen, še vedno si na nekih trnih ves čas in pač če veš, da bo zmagal, še ne pomeni, da je zelo dolgočasna zadeva, ker to zdaj poslušamo malo iz teh strani ne kolesarjev, mogoče malo bolj kot od kolesarjev, da je to dolgočasen že ratala, ne. Tako da ja, in pol smo se najedali pice, je bilo dosti za vse. Tako da ne. Ja, ne, to je, kar se če sobote. Luštene je bilo tudi koliko, 40 se nas je zbrala, tam okrog 40. 40 nas je bilo, ja. Meni se je tudi zdelo, da nas je bilo ful, ko smo bili v 2 skupinah, pa nas je bilo, ja, mi pol, ko smo šli sta prvo naprej, smo šli od Suhega Dola proti Ljubljani, smo dali se še v 2 skupine. Ja, se prav. Zato, ker eni so se počutili zelo olimpijsko, eni so pa trpeli že do klanca. In pa smo rekli, da je vi, ki ste močni, pejte vi naprej, oni, ki smo pa bolj švoh, gremo pa zadnji. A ja, nisi šel ti z olimpijskimi? Pa se veš, da na teh izletih, mislim, vse bi šlo, ti se peleš lahko do 50 kilometrov, ja. Fora je, da je brez veze, da bi šel jaz pa z unimi naprej, pač moraš, en od nas mora biti za vsako skupino, ta prvi ne pa pač divjajo, ne. Sam se pol na koncu pržal sem, no in če so bili minuto pred nami, pa mi ga nismo tako, da bi rekel, mi smo se pogovarjali celo pot. Tako da smo šli čisto lepo. Ja, se so verjetno pol tudi Toni se najbrž malo. Ja, mislim, ne vem, čudno je bilo, ker sploh še kolesa, sploh še gor niso dali, so bile še vse tako, so se pogovarjali kle na travi, edin, če se meni ni upal sejst gor. Ne, seveda, nekaj ni bilo tebe. Ampak ne, drugače je bilo pa fajn. Na Katarino sem v bistvu že svoj personal best postavil, kar mi je bilo čuden, glede na to, da sem koliko prvih 500 metrov, kilometr debatiral. Spodi. Ja, pa si daj, mogoče pa prej nisi nikoli šel na full gor. Ne, sem. A ja, si? Ja, sem prav šel zato, da odpelam, pa ja, pač bajk se pele, to
moram reči, da sem ful vesel, kako se pele in sem bil kar presenečen, tako da mi je bilo pol žal, da nisem šel še na suhi dol, tudi z nekim ritmom gor, tako da ja, ampak bo še šansa. Še. Na Krvavc, pa pol to smo zaključili, ne vem, kaj je bilo fajn, še celo neki ženske je prišlo, so oba dva rekla. Meni je bilo prav všeč, upam, da bojo tudi prišle še druge. A se bilo 4, vas je bilo 5? Ne, 5 nas je bilo, ja. Tako da lušten, pohvalno dame, najprej sem se jaz malo hecel, da vas moramo samo malo skurcati, pa takoj pridete, ampak ja, fajn je, tako, da se vidi, da lahko res vsak prpele pač to, ko gremo mi te sobotne izlete in ja. Meni je bilo top. Ja, meni tudi, jaz se pravim, da upam, da bodo še prišle v prihodnje. 6 vas je bilo v bistvu. Ne vem. Se nima. Ja, ti, Anja, Darja, Alenka. Aha, ja, 6, tako pa še, tako. Ja, še 2. Pa ne poznam. Ja, ena je že bila na rundi, tudi ena pa, mislim, da je bila čisto nova, jaz nisem še videla, ampak ja, obe dve se zelo lepo pelata in zelo dober in tudi lepo se znata v skupini pelat, tako da jaz upam, da še pridejo in ja, točno to. Če kjer gleda zdaj ta podcast, lahko sam komentira spodaj, a je bilo težko se voziti, da se ni bilo, a se res lahko vsak pele, zato da nove oblikaš ni prestrašeni, kaj se in da gospodje kle mene sprašujejo, koliko hitro gremo in bolj rečem, ti lahko se sobotno rundo pripelaš z nami z zaprtimi očmi, pa ti bo lahko. Pa so pa vsi tako prestrašeni, se mi zdi, da desci še teži pridejo, kakor pa ženske. Ženske tako, če ena kolegica pa če s fantom prideta, pa kukarkoli, pa se mi zdi, da jih kar tako. Pač pride kaj takle, smo tako, živijo, čau, pa je sam unti stret in se mi zdi, da je kar tako, tak friendly vibe takoj. Ja, ne vem, se pravim, zdaj, jaz vsakmu pravim, ko me sprašujejo za te povprečne hitrosti, to so že stokrat šla čez, da naj pride, naj proba, sej v najslabšem primeru, ne gremo ne vem kam na konec sveta, vsi poznajo tukaj večinoma ceste okoli Ljubljane, po najslabšem primeru se po isti lahko vrne nazaj, se obrne, lahko takoj zaključi, če mu ni, če se mu zdi že vse skupaj prehiter, ampak ja, imamo res tukaj kar neki tudi gospodov, ki niso glih najbolj hitri, ampak z veseljem vedno pridajo, se vračajo, so več ali manj na vseh izletih, po ravnem se prilagodimo takim vedno, tiste klance se pa pač počaka, ne, sej nič ni tazga, nekdo na koncu mora biti zadan in to ni nič tazga. Ja. Da gre zdaj še na Pogi Challenge. Ja, to je lepo nedelo. Meni tudi super, kakor sem ta Krvavec, mi bil res, meni do zdaj je bil Krvavec najtežji pa najbolj grozen klanc v Sloveniji, kar sem ga zvozila, pa tudi na Kum sem se že vozila, pa mi je bil pač klanc nekak, ne vem, Krvavec ne vem zakaj, pač težji, mogoče smo na Kum nikoli nismo glih prav šibali, Krvavec se ga bolj dal ali kaj s tem, ne vem. In sem ga zdaj mogoče, ne bom rekel, sem ga vzljubila, no, ampak bom šla mogoče še kakšenkrat lahko na sezono večkrat gor, tako da mislim, leto sem bila prvič na Krvavcu, lani sem bila enkrat, jaz nikoli ne grem na Krvavc, glih 10-krat na let, ampak mi je bilo super, rezultat je bil nad povprečjem, nad pričakovanjem, tudi danes sem že dobila analizo iz strani od Blaža, iz Human Performance Centra, je rekel, da sem se pelala nad pričakovanjem, kakor so vsi pričakovali od mene, 5% oziroma 5 vatov več povprečno, kakor so pričakovali in tudi čas v bistvu 8 minut hitrejši, kakor smo ga nekaj postavili. Je pa res, da zdaj sicer ne vem, mogoče bi bil ta čas še boljši, če ne bi prišlo do tega zapleta na začetku, a ne. Moram reči, da sicer celoten dogodek krasno organiziran, vse je tekel, vse je bilo krasen, vse je bilo lepo, od začetka do konca edina stvar stran tega tekmovalnega dela je bil problem in to nekako ga bojo rešvali ali ne, kakorkoli. 1180 nas je štartali naenkrat iz Komende, jaz nisem nič grebla za nobena pozicije mesta, štartala sem v drugi polovici, tako kar dosti odzadaj. In tudi sam potek vožnje je bil, to smo se vozili nekje 20 do 25 na uro, res počas, tako da noben se ni gužil naprej, noben ni rinil, noben ni prišel kaj dirkati, ampak odvozati, saj te, ki smo bili v tem delu, a ne mogoče v spredi, da so imeli kakšne pozicije bolj postavljene, saj tisti, ki so bili favoriti. In je bilo v bistvu
smo se že med vožnjo pogovarjali, kaj se bo zgodilo na tem delu, ko bomo prišli iz Cerkelj, ne, iz grada, ta strm del gor. In pač zgodilo se je pač to, kar smo pričakovali, da se je vse zabarikadiralo. Pač poznam klanc, tako da vem, da boh ne da bi stopila kle dol s kolesa, ker 2 kilometra se ne bi mogla verjetno več nazaj na kolo spraviti, ker nekaj jih je hodil že na tem delu. Tako da jaz sem se pač trudila in sem ostala na kolesu in se vozila skrajno levo ves čas, tako da so hvala Bogu potem po enem času, ne, in ste se že Pogačar mimo nas odpeljal, so prišli Pogi, tim fante in sem se pol kar malo v njih noter uštulila in da sem se lahko z njimi prepeljala mimo ostalih, tako da tam sem nekaj tudi zgubila. Je pa res, da sem pol poskušala nekako tudi to nadoknaditi in sem šla parkrat z ene malo čez sebe, a ne, tako da zdaj, a bi bil ta čas kaj boljši ali ne, ne vem, če bi tukaj imela več možnosti, tukaj bolj z lepim tempom odpela ta začetek, a ne. Ja, tako da pol je pa teklo, no. Pol, ko smo se odpeljali ven iz te gužve, je zadeva tekla in tudi jaz sem reči, da pol do vrha praktično me ni noben prehitel, jaz sem jih veliko zdržala tisto vse, kar je bilo zastavljeno in v bistvu, ja, tudi samo sebe presenetila. Koliko je bilo pa gledalcev ob cesti? Tako celo pot ali je bil pol sam gor na 2 kilometra? Ne, je bilo kar celo pot, sicer ni bilo tako jasno, kot ta na koncu je bil res vzdušje Tour de France, jaz nisem še tega doživela, pa sem vsaj ne da bi jaz vozila, ne, ja, na Tour de France marsikaj doživimo, ampak tukaj pa to ne, nisem še tako doživela. Tudi žal tudi na Letapu, na Podblici niti približen ni tako vzdušje, kar je bilo kle na Krvavcu. Že v bistvu ves čas so ljudje v progi, spodbujajo, v Cerkljah je bila ful lep sprejem, otroci, godba, res ti je dal za let, tik pred vzponom je stal Pogačar in nam je mahal in že tam ti je power dal, da si šel. In ves čas je bil folk, veliko sem videla poznanih, ki so prišli navijati, gledati za vse, in ker je bil to spektakel. In ja, te odseki, ki so še malo bolj zanimivi, tam je bilo toliko več ljudi, a ne. Bolj, ko smo šli proti vrhu, več jih je bilo in sploh ta zadnji kilometer, tukaj je bilo pa res največ ljudi. No. Že sprav pri gondoli je bilo res noro, že ta spust, ko si dol preletel in si se vozil. Glih pred se je bilo sam zate, toliko je bilo ljudi na cesti in isto pol teh zadnjih 500 metrov, ki je res težkih, a ne. Tukaj je bilo pa sploh noro, no. Ja. To pa in navijači, in strubentam, in zastavam, in ni da ni. Tako da... Mislim, mi da s Ponteljem, da so štartala nekaj čez 9 od spodi in so kolesarji, jaz sem jih prehteval že od Vodic, ko sem šel do Bozance gor, so kolesarji in jih je šlo res, pač polhen kolesarjev je šlo že tako gor in tudi ob cesti te okrepne, ki so bile, pa ne vem, od redarjev itd., vsi so tako, ne vem, vsak ta drug naju je kaj ugovoril, tako da pač na vrh gor, ko smo prišli, so tudi vsi pač tako, mislim, jih je dosti ploskal in je bilo, pač prvič, ko sem na Krvavc gor se vozil, pa sem užival. Ja, tako da res, pa še tekmoval nisem. so naredili ta Krvavc res lep. Ja, tako da sva rekla s Ponteljem, da naslednje let, da greva, upava, da bo zdaj to neka zgodba, ki bo trajala, da bojo delali to za naprej še in meni tako da še do dogodku pol poviva malo. Ja. Ozvočenje top, pač jaz nisem pričakoval, da bo to hudo, ampak tako dobro, ker se je Siddharto slišal zdaj, jaz ne vem, če sem že kdaj pač slišal. Ja. Res so ga žgal, tako da svaka čast, dober koncert. Meni edino, kar mi je bilo malo žal, pa to zdaj ne vem, a si je Pogačar vzel cajt ali si ni. Saj jaz ga nisem videl nikoli med folkom, pa tako, da bi dajal autograme. Tako da glede na to, da pride toliko, bom rekel, teh mlajših gor, ne, ki jim je pač on tako, ne vem, največji, saj že tudi nama, ne, je car, ampak pismo, ja, to je mogoče enkrat na let, da bi šel tja med folk, pa da bi tudi če daš 2 ure autograme, ne vem, to se mi zdi, da bi najbolj ostalo v spominu čisto vsem, sploh tem mlajšim, mi starejšim, ki vem, da ki je imel tudi Roglič, ne, tam vem, da so se kar dost slikali z njemu, pa tako da še klele gospod z Runde je rekel, da mu je najbolj to ostalo v spominu, da se je lahko z Roglo slikal, pa je star 40, ne. Tako da pač to mi je tako malo tak grenak priokus, kaj jaz to, kar sem videl, ne.
So bili skozi varnostniki v krog in... to smo se glih pogovarjali. Tako malo. Jaz sem iskala vmes možnost se preobleči, pa zdaj ne vem, če je bilo, kje nekdo pove. Jaz nisem najdla prostora, kjer bi se lahko preoblekla. In sem se pač pol tam preoblekla, kjer sem se, ostala sem v kolesarskih hlačah do konca, pa sem si čez dala samo te pohodne hlače. Hlač si glih nisem tam preoblačila, ostala sem se. Tako da sem iskala in ko sem tam iskala, je bilo tudi gor do hotela in tam vse zaprto, vse zabarikadiran, varnostniki postavljeni, vse posod. Tudi njega, če si porajtu, ko je hodil čez prizorišče, je bil v bistvu isto oblečen kot varnostniki, v črno jakno, črno kapo. Tako da nisi... Sploh videl nisem. Ja, mi, ko smo ga dvakrat hoteli prideti malo bližje, sem pol videla, da je v bistvu, sploh ne veš, kjer je on, šele, ko so malo bolj odeleč, ki je bil ta suhu med njimi v sredini, tako da je bil zelo zaščiten, zelo varovan, do odra se itak ni dal prijeti niti približen blizu. Tako da ne vem, zdaj... Ja, a je dolgo še podpis ali ni dal. Jaz tudi na Instagramu nisem zasledila niti ene slike, da bi se kdo slikal z njemu, kakor so z Rogličem, res tam je bilo veliko manj ljudi. Bi pa bilo primerno, da bi si vzel čas, mogoče res, kot si rekel, vsaj za najmlajše, ker tam jih je stalo ogromen otrok je stal pred krvavcem. Zdaj, a si je potem vzel čas ali ne vem, lahko da si ga je. Imeli so njegove kartice, ko so jim jih razdelila, tam in to je bilo to. Zdaj, upam, da jim je dal, da si mogoče si pa vzel tudi kakšen čas za podpis, pa mi nismo videli, ko smo bili tudi tam na samem prizorišču. Možno. Ampak najprej pohvaliti zdaj, ker so šla malo v krog. Kar se tekmovalcev tiče, ne vem, meni se zdi, da prvih 100, ki jih je gor pršal, je zgledal, ene par jih je bilo tako, kada so se glih kar izstrelili z boksovan, so tako leteli zadnjih 150 metrov, da jaz pa podeli gledala tam tako, kot temni, jaz sem bizda klej. Ja, je, to je šlo hiter. Jaz mislim, da ta vzdušje ti dano. Ta vzdušje je dal največ. Tudi jaz sem se prpalala na teh 500 metrov in ko sem zagledala, še 500 metrov je bilo kar malo slab in to in popa, ko so začeli se pa ljudje, kar pele se, kar greš. Jaz sem tudi na koncu, sem se kar greš, ko že nimaš več, pa kar greš, to ti da je en tak zalet. Klej, ko so moji stali glih, so bili, mislim, da so bili 200 metrov pred ciljem, po moje, in sem tako kot Pogačarja porit tolkala, veš, in se ti dobro zdi, in greš kar malo knedel se mi malo naredil, in tako še mercat na koncu in pol sem sam letiš gor in ostaneš in greš in ti da power. No, jaz mislim, da je tudi to veliko. Iztisneš vse iz sebe, kar ti je ostalo. Tako da vsaka čast vsem navijačem, vsem, ki ste tekmovali, ne vem, meni se zdi, da je bil vzdušje dober, vsi ste dali vse od sebe. Kar bi jaz pač probil za naslednjič, ko bo, res bi po moje prišlo gor 10 do 20 ljudi, če bi to naredili julija ali pa avgusta. Jaz sem cel, da takrat ne more Pogačar. Da bi se dali to po turu narediti za en dan, bi bila to največja zmaga, zaradi tega, ker tok, ko sem pa jaz zmrznil dol, pa sem se furil iz Stelvija pri parih stopinjah, kaj snežil, pa me ni tok klinčevo zebal, kukor me je včer, ko sem bil v puhovki, s trakom na glavi, pač podaljški ta dolgimi, prvi zgornjih, ne vem, po moje 4-5 kilometrov. A se veliko dosti dol vozil? Mislim, jaz pa ponedeljek sem se spodaj v Cerkljah ustavila na... Ne, pa a se vas je dosti bilo na cest? Ker recimo no, itak večina nas je šla... No, ti hočem povedati, pa mi ne pustiš. Ja. Koliko pa se bo na spustu samem? Kvaj jaz vem? Kako me za 15 km kako se ti je zdel, da je vedel? veliko ljudi še zraven, se tu spušča dol, to me zanima. Ja, mi da se šla itak malo prej, ne? Tako da, ampak mi da pol, ko se dol prišla, ko sva tam jedla, je ful kolesarjev mem hodilo. Ja, se lahko so šli z gondolo? Ker vsi so imeli... Tudi možno, zato ko ene parih je bilo tako oblečenih, da če sem jaz zmrznil, ko me ponavadi ne zebe tako hiter, da oni niso šli z gondolo, vsaka čast. Ja, zato ker je bila, v bistvu vsi, ki smo tekmovali, smo imeli brezplačno gondolo za dol in mi smo šli potem, praktično smo bili skoraj do konca koncerta Siddharte, no. Večkrat ena skupina je šla malo prej naših, mi da sva šla pol zmer se malo za njimi, tako da so bili skoraj čist do konca in sva šla s kolesom v gondolo, pa moj kolo sva dala v gondolo in ni bilo noben problem dol kolo pripeljati in moram reči, da je bilo tudi na gondoli ogromno ljudi, tudi ni bilo sicer ful gužva, ker tekla zadeva zelo lepo, ampak nisem pa porajtala, da bi se jih veliko dol pelali, ker smo čakali tam na gondolo ob cesti, pa tako ni se jih veliko dol vozil, to moram reči. Zdaj, tist, kar so ostali še gor, nimam pojma, kdaj so ti ljudje šli pol dol, ker tam je bilo še kar veliko koles,
v tisti varovanem delu, a ne. Moram reči, da to izgleda zelo dobro, no, ta varovan del. Enega sem srečala, to vem. Enega sem prehitil dol. Ker jaz predvidevam, da so verjetno, no, ker tudi polk smo mi, je bilo ogromno ljudi s kolesi na gondoli, no, to hočem povedati, in so šli dol, naprej so se spuščali. Mi smo se tudi pol ustavili dol v Cerkljah, smo šli tudi jest, še pol tam, oziroma ja, v Cerkljah je to, mislim, da še. Smo tam tudi srečali kolesarje, ki so pa se spustili, sicer so bili zgorci pa oblečeni k medvedja, a ne. Ampak oni niso tekmovali, no, tako da tudi so prišli sam gledati, ampak so bili z gorskimi kolesi, kjer je že malo bolj mogoče vsem. Ja. To je bilo mogoče ki bi bilo meni pač ful bolj všeč, ko vem, da folk polet, če bi bil, to bi bili še toliko bolj veseli tam gor skakali vsi. To skoraj dvomim, da bojo naredili. Plus tega se mi pa zdi, da je bilo vsem toliko ogromno ljudi, da že v bistvu... Si ti zasledila cifro? Ne, nisem zasledila cifre, tudi ne znam si predstavljati, koliko je to ljudi bilo. Jaz bi rekla, da ne, mogoče 3000, ne vem. 3000 je meni ful mal. Meni se zdi, da je bilo 10,000 gor. Ne vem, kdo bi mogel organizator bojo znali. Jaz nimam sploh tega, jaz nikoli nimam. Zato... Če kdo zbrsko cifro, koliko je bilo, da napište spodaj, ki me res zanima. Mogoče je bilo objavljeno, sigurno. Če je bilo sam Jurija 200 nauč tekmovalcev, dosti se je prišlo tako s kolesi gor, plus še ful jih je bilo tega spremstva, pa tako folka, tako da mene 3 Jurija tako se mi zdi malo. No, tako bi jaz rekla, ampak jaz lahko jih bilo pa 5, ne vem, nimam feelinga, bilo je pa noro in razporejen in tudi ni bilo sicer neke nore gužve, ni bilo pa tudi tako, kar, da bi rekel, da si se kar lahko gibal tam po tistem predelu in zdaj mislim, da prav za kaj večje število niti ni prostorsko tam ustrezno. Pa veš, to spet pol kako spravil te ljudi spet dol pa gor, ne vem. Jaz ne vem, sicer... To je pa druga, ampak če pa gledam, koliko je tam še placa, je pa tam gre lahko gor ljudi. Mislim, lahko hodijo gor, pa so po klancu, pa ne vem, kje vse, ampak za sam prizorišče ta del, ki se pa vse skup dogaja, ali pa da imaš pol tudi en dober pogled na oder, pa na vse skup, pa ne vem, pa tudi mislim, da se veš, da kakor imajo sezono, dokler ni konc sezone takih eventov, ne dela noben kolesar, tako da tudi Pogačar se ne bo tega šel verjeten. Ja, verjamem. Smo imeli malo nesrečo, no, ker napovedan je bil vreme, da bo ful lepš, in tudi pol se je sonce naredil. Čist na koncu se je čizjasnil in to je bilo kar naenkrat čist druga temperatura, kakor je bila prej, ne. Ampak pač tako je, v hribih je, mi smo bili tudi lansko leto na dirki po Sloveniji, je bilo 10 stopinj junija gor, tako da smo sam gor prišli, pa smo se obrnili, pa smo šli pol navijati kle pod Ambroža, zato ker je bilo gor absolutno premraz, pa sonca isto ni bilo. Je bila, tako da smo imeli ivje na trepalnicah, tako je bilo mrzlo gor. Tako da to so hribi, no, gore. Ne moraš predvideti, kaj bo. A ima še koga za pohvaliti? Navijače, tekmovalce, organizatorje, vse je bilo super. Lahko ta vikend bo prišel ven še vlog, se pravi zaključka našega, malo posnetkov sem dobil tudi od Rogličevega dogodka, tako da bojo še s tem, pa pač logično je skle, so s Pontelijo malo več posnela, tako da bo vse gor, še tebe se tutujela, ti už tudi, kako si letela gor, 300 na uro. Hvala, končno me je že pohvalil. Tako da to, enočko, greva zdaj kar na... Jaz bi samo ena stvar rekla, no, jaz mislim, da ta Pogin Challenge, kakor sem dobila informacijo, pa tam sem imela celo en intervju z enega radija, so me pač tudi pointervjuvali, bo zadeva sigurno naslednje let spet, no. Tako da, če bo, sem pa prepričana, da bo ta zadeva razprodana pa naslednje leto v momentu. Letos je bilo očitno dokončno res to potem razprodan, ker nas je bilo res ogromen, ampak naslednje let sem 100%, da ko se bojo odprle te prijave, bojo takole razprodane. Bilo je ljudi 37 držav, tudi videla se, bili so in iz azijskih koncev, bili so črnci, res je bilo folka, nenormalno enega folka. Po glasu, tam, ko sem jaz stala v štartu, so okoli mene samo avstrijsko, nemško govoreči bili. Tako da jaz mislim, da to bo drugo leto razprodano, sploh če bo imel Pogačar spet dobro sezono, kar ne dvomim, da jo bo imel, in mislim, da bo to res razprodano v momentu. Tako da drug let, kdor hoče na to jed, se bo treba prijaviti takoj, verjetno se bojo štartnine še dvigalne, ali bojo ostali pri tej ceni, cena je sigurno nav. Sploh ne vem, koliko je bilo sploh. 120 € je bila prijavnina, res pa je, da v tej prijavnini je bil dres, ki ga je Pisej naredil,
tako da je bil kar v redu. No, to je ta modro-rumen. Ja, ta modro-rumen. Kurba je grd. Ja. Fak, to si najte enega dizajnerja, ki bo lepši dres naredil. Dres je res niglih vrhunc. Jaz ne vem, kdo bo to nosil še izven tega dogodka. Tam smo se pogovarjali, ko so imeli te drese, ne, glih, in je en rekel, danes sem si ga oblekel, a ne, Ken je rekel, da joj, pa smo zdaj prepikali, ne, pa mi je škoda, pa je on rekel, in ta drugi je rekel, sej, jaz sem ga danes oblekel, pogam pa sam še kdaj, če na glih, če bojo vsi ostali v pranju. Ja. Tako da ja, dresi niso glih posrečeni, mogoče, zdaj komu je mogoče všeč, jaz nam nič rekla, se lahko da je komu všeč. Sicer ta logo Pogačarjev je fantastičen, ta njegova slika je krasna, lahko bi jo drugače umestili, mislim, da je največji problem predvsem barva, ker je čist neka se tepeta ti dve barvi, ampak to je stvar okusa, jaz ne vem. Mogoče je komu všeč. Je od Pogačarja dres in pač dubu si ga zraven. Je pa bila, če drugega ne, že zelo kvalitetna, krasna kolajna, zelo težka. Že tudi to je nek, ne. To zbira, to fuknaš. Ne grejo pa toliko na jetra, ker to dajejo vsem. Tega ben ne nos. Kako je lepa, le to, pa le kakšen lep let tudi v zadnji. Fakt, stari. Jaz vse kolajne, ki imam, sem jih fuknil stran, že ne vem, takoj, ko jo dobim, praktično ne vržem stran. Je dober ti. Mogoče je pa drug, jaz se ne bom. 90% ljudi jo fukne stran. Jaz se ne bom. Dejno. Ne, bila je tudi, hoče reči tudi v končni fazi, pač to, ki je prijavnina, gre v dobrodelni namen vse skupaj in glede na to, da je možno, da izpolnijo vsa štartna mesta, pač bo štartnina kakršna bo. In mislim, da kakršnakoli bo cena, bo zadeva šla skozi, seveda. A ne bi bilo bolj tako, sam ideja za vse, pač, ki delajo dogodke. A ne bi bilo bolj, da ti dajo namesto kolajne, ti dajo, ne vem, trak za na glavo, ali pa kapo, ali pa majico. Ne. Da mi povej, te kolajne ne daš nikoli več gor. Si dobil dres. Ja, sam namesto kolajne. Kolajna pride, ne vem, evro. Kaj sem, koliko jih pride? Te kolajne so kar malo več kot evro. No, če so pa več, pa imaš pa še toliko več denarja, da daš ja, vem, za kaj drugega. meni je pa všeč. Pa folkuno vsaj nos, tega ben ne nos. Pa kdo pa nos, pa polno reklamno kapo, pa ne in trak. Edin, če bi dal od Pogačarja, edin, da bi dal Pogačarja v logo, pa lepo z njegovega nekje. Tako pa pri dresu. Ja. Če narediš lep dres, ga bo folk nosil še celo sezono. Če narediš tazga, ki so ga naredili, ne vem, jaz ga ne bi nosil. Te drese še vedno, jaz mislim, da se tudi letap dresi se kar nosijo. Sej vidiš, da teh dresov so na cesti in tudi te dresi bodo na cesti. Zdaj, sej valjda bojo drug let kaj drugačnega naredili. Sej vedno naredijo za event kaj novega. Ja. Mogoče pa se pravim, je pa njim všeč. Ali mora sploh še kaj pokomentirati? Po pričakovanjih ali... Po to, koliko sva rekla, po pričakovanjih, se tudi vse je napovedal že spet vnaprej, v končni fazi je že sam povedal, kako bo šlo vse skup in sej, pač naredil je kar... Meni je mogoče ta najbolj zanimiva izjave, ki so mi teh športnih direktorjev, kakšnih tekmovalcev itd., ki smo tisti, ki smo za kamerami, ne pa, ki ne vozimo zraven, vsi komentirajo, vi ste toliko pametni, dajte mi povedati, kako bi vi Pogačarja premagali. Če imate taktiko, rade vole poslušam, sam povejte mi, kako bi ga kdorkoli premagal. In ti dam besedo. A si ti zdi, da ga kdo sploh lahko kako premaga? Ne, mi smo tudi... bom to pokomentirala, zakaj pa ne. Gledali smo na štartu na Planet TV-ju, sam prenos. Vsej, v končni fazi Planet TV sicer nam je všeč, ker sodelujemo nam pač njihove objave, bi radi, da bi ljudje spremljali na Planet TV-ju, zakaj pa ne, zakaj bi na Eurošportu. Zdaj, mogoče on, kar res angleščine čisto ne razume, ali mu pa ni res smiselno gledati, mogoče gledal na Planet TV-ju, pri nas smo žal na željo vseh gledalcev, ki smo imeli v lokal res poln, res nabit za gledati, spremenili in smo gledali potem nazaj na samem Eurošportu, ker so bili komentarji nesmiselni od teh dveh komentatorjev slovenskih, sploh nisem šla gledati, kdo je komentiral pol, ker je bilo toliko smešnih izjav. In ja, kako Pogačarja premagati, mislim, da res brez veze, da to komentatorji o tem debatirajo in iščejo iz neke... Je pa verjetno že, kako sva rekla, ne veš več, kaj sploh še komentiral pri njemu in pol mogoče iščejo neke zanimive ideje, kaj bi pokomentirali in kaj bi sploh še povedali, ker ne vejo več, kaj bi povedali med samim prenosom, ker potem traja 1 uro pa pol, ko se on voz in verjetno je težko nekaj komentirati in iščeš mogoče res
slabo lukno, ne, se meni prav, so me zafrkavali, klepa so rekli, Petra, a iščeš njegove slabe lastnosti za jutr, ne, ki bi pola se nam pogačali, seka, iščem jih ful, sam jih ne najdem. Tako pač je. Trenutno mislim, da je nepremagljiv in konc. Ja, trenuten. Zdaj še letos je pokazalo, da še sam sebe ne more uničiti. Enkrat je šel čez sebe, pa takrat mislim, da ker je bilo direkt po Flandriji pa po Rubeju, ni pričakoval, da bo toliko zmatran, ker takrat, ko sta ga Skelmoze pa Evenepoel ujela pol, ne. Ker po Rubeju je še on je povedal, mislim, da toliko težko, pa toliko neutralize power, karkoli, toliko energije, ki je porabil, ne, v tem na Rubeju je ni na nobeni etapni dirki. Pa ki se ga pojela, s Skelmoze prej? A je bil Gent-Wevelgem? Ali kjer je bila že? Takrat, ko je Skelmoze pa zmagal, ko je bil Pogačar drugi v šprintu. A bil to pred Flandrijo? Ne, po Flandriji pa po Rubeju. Aha. Ne vem, ko so tam tiste dirke. Če ni bil Amstel. Ja. Zdaj se nam spomnim, ampak ja. Tako da, pač ja, zdajle, ne vem, jaz sem spremljal spet podcast od Brunela, pa še unga mojstra in je bil, mislim, da če si dal, da moraš dati $750 ali $650, da dobiš 100 na stavnicah, pa sta oba dva rekla, da bi stavila na Pogačarja. Se pravi, a veš. Ja, sej jim nastavnice imamo take nizke kvote, da so brez veze stavci. Trenutan je res toliko nadpovprečen nad vsemi, da ja, ne moreš, klemolo sam ploskaš in greš dalje. Ne moreš čist nič drugega, ne moreš narediti, ker je pač mene je poezija gledati. Jaz vsakič, ko so bili te, ko so zmagovala, ne, ali je bil to Lens na Turu, ali je bil, ne vem, Indurain še včasih, pa pol Froome, ne vem, Nibali, ki je imel uno dobro sezono, Contador, pač vsi smo jih radi gledali. Ni bilo, da koga nisi mogel gledati. Pri Pogačarju pa to, ker on nima samo te enotedenske pa tritedenske. On gre na enodnevno, bum. Ker to je, ne, tazga kolesarja v tej dobi kolesarstva, mislim, da ga novo nikoli več videli in mislim, da je on eden in edini in vse ostalo je, ja. Ker on je toliko napredoval v 4 letih, ko je začel, ko je zuno, ne vem, derko po Ameriki ali kje že, ne vem, kaj zmagal neki, se ne vem zdaj točen, kaj je bila za en Kalifornija ali kaj je že tisto. Možno, ja, kaj je prvo par dnevna dirka, nekaj je bila. Ja. Tako da, lej, od takrat do zdaj tudi tako konstitucijsko, ne vem, tega je pa zdaj že kar 7 let, ne. Ja. Mislim, da je bil takrat star 19, 7-8 let. Ja. V bistvu pri njemu je to zanimivo, da on hara, kako rečemo, ne, po domač že 6 let na sceni in ne upada zaenkrat. Jaz sem ti že lani si ti rekel, da ne bo imel več take sezone, pa sem nekaj drug let bo še sigurno taka. Zdaj, za drug let sem pa tudi že jaz malo, no, tako skeptična, koliko časa mu bo to vse res retval. Ker prihajajo novi fantje, prihajajo mladi fantje, ki imel bo vedno večjo konkurenco, vedno več se bo mogel truditi. In to je sicer res, ampak tukaj mora tudi poudariti, da je imel letos, mislim, da najmanj tekmovalnih dni, če izšteva unga, takrat, ko si je zlomil zapestje ali roko, ali kaj že imel. Ja, zapestje. Tako da v ekipi ga tudi zelo dobro ga tudi šparajo in vse. No ja, smiselno bi bilo, da gre nam počas, ne, na manj štartov, pa tis, kar štarta, da še vedno mislim, zmaguje. Mislim, da je imel pod 50 tekmovalnih dni letos. Ja, nekaj smo gledali, da je imel nekaj okoli 50 štartov, nekaj tazga. No. Tako da ja, jaz mislim, da drug let itak, če malo lahko napovem, kaj drug let za Pogačarja, sem 100%, da bo se pripravil predvsem za Paris-Roubaix, da mu je to nekaj cilj. Tudi zdaj, če se malo posluša tele komentatorje športne, pač v Vanderpoelu dejansko upada forma, zdaj je to, da enostavno tudi njemu že malo vse skupaj upada, ali to sem zdaj nazadnje poslušala. Pri Vanderpoelu je bilo vsak let zdaj, je bilo tako na koncu sezone. Ne, nasplošno, da je bilo tudi že letošnja sezona, že kar pa tudi on je že nekajkrat dal izjavo, da ne ve, koliko časa v še dirku. Če že tako začneš razmišljati, no, se mi zdi, da mogoče malo ti motivacijsko.
Jaz sem ga pa on je že lani rekel, da že nekaj cajta oddirkal. Pa tudi tukaj enkrat je bilo, ko sem gledala tale akademijo, ki je bil on govoril, ta Zwiftova, ne? In je isto že takrat govoril, da bolj bi rad delal na mladih. Pa, tako da, če začneš enkrat tako razmišljati, se mi zdi pol ta motivacija, zdaj če se bo on tudi fokusiral sam na Rubje, pa pol res na nič drugega. Ampak če ne, pol ima, čim se Van der Pola nauma, Pogačar veliko več šans. No. Tudi če bo vozil, ampak ne z tako motivacijo ima Pogačar veliko šans, pol tudi za Paris-Roubaix dobiti. Zdaj, kako bo San Remom, če se bo pripravljal na Paris-Roubaix, se bo tudi na San Remo, tako da more poloviti, če tisto, kar ni polovil, mogoče tudi za ceno tega, da pol tur ne dobi. Ne. Mislim, da bo zdaj že počasi tudi pri njemu prerastel v druge trofeje. Tur mu bojo dajali, ker ga bo mogel. No. Če je tur 80% marketinga čez let, verjamem, da tur je... Vse ga bo vozil, pa ampak... Fora je, da če nič drugega ne zmaga, pa da tur zmaga je uspešna sezona. Če pa vse drugo zmaga, pa tura ne zmaga, je pa neuspešna sezona. Tako pa če je v kolesarstvu. Letos smo videli, da mu je na turu ful motivacija padala v smislu dirkanja pa vožnje, da je dajo že izjave, da se bo upokojil. In pa je pač tudi na temu mogli delati tudi tisti, ki so okoli njega, da je njemu lušten pa fajn, ker on je kolesar in tip človeka in pač tak je, da dokler mu je lušten pa fajn, je bo okej. Jaz sem prepričana, da njemu enkrat ne bo lušten in fajn, tako da se ne bo mu dogajal in da se ne bo mogel igrati. To je bilo na letošnjem turu, ni mogel biti on in mu potem pač ne bo to odgovarjalo. Je sigurno drugačen tip človeka, če bi ga konkretno glih primerjal prav s Primožem. Primož je tudi čist drugačen tip. On je še vsem, se mi zdi, da veliko več je bilo bolj, ne vem, kako bi rekla, bolj glede na trening, pa tako, kot mu rečejo, bo tako šel. Pogačar je imel pa do zdaj vedno bolj te svoje igre in je delal po svoje in če tega ne more... Kaj pa po turu ni delal po svoje? Ne, med turom se je že začel dogajati, pravim. Ne? Kaj pa? Pač ni mogel voziti, koliko je hotel voziti. Se to so že takrat predebatirala. Kako ne? Se je dostkrat dal izjavo, da ni to tur za njega, da mu ni... Se je bilo skosno. Navaz je tur dajala čez. Tur, letošnji tur. Ja, pač je mogel voziti po igri Vizme, a ne? Ni mogel voziti po svojih pravilih. Konkurenca. Ni mogel jeti, koliko je on hotel. Ni mogel zmagati tistih etap, ki si jih je zadal, da jih bo zmagal. Pa so si sami krivi, ne? Ja, pač so si sami krivi, razpletali se je, kakor se je in takrat ga je to malo motivacijsko ubijali, pole pa dajo izjave, da bi se rad upokojil. Vse to smo vsi gledali, se zdaj ni treba, ni to zdaj neka skrivnost, da se ni dogajala. In pač jaz mislim, da za drugo leto se bo fokusiral definitivno na ta Rubje, to ponavlja ves čas in to bo sigurno bilo to. Zdaj, če mu pa to prinesel še malo slabe... Sem, da on ni zmagal določenih dirkih, ni zmagal zaradi tega, ker je bil tur tok jeben prve 14 dni, da pol v zadnjem tednu je bil tudi on že toliko zmatran, da pač so ga lahko, ne, ga je Vingegaard lahko v zadju držal, ali pa se ne vem, sej sam ne mora pa reči, da ni hotel voziti tako, kot bi si želel, ker glede na to, da je glih zaradi tega, ker je vozil tako, kot si želel, je bil na koncu toliko zjeban, da ni mogel pač več zmagati etape, ne? Se pravi, sam si kriv zaradi tega. To ne mora zdaj glih. Ker si je želel, pač, ampak ja, se je valjda sta gledala isti tura. 12-14 dni je bilo toliko na hard, da... Ja, se je mogel jeti na hard, se so mu drugi krojili ta hard. Se pravi, sem pač kleč... Nisi ga sam ustvaril ta hard, ne? Je valjda, da si je. Ne. Kako? Dobar, mi nas gledava ti si gledal en drug tur. Ja, ne, sem... Ok. Greja dalje. Dobila se komentar prejšnji teden, da je bilo fajn zbrati tudi kakšen kolo do 3500 €. Dakle, veliko folka išče kolo do tega cenovnega razreda. Zdaj pa, ne vem, ti najprej, a jaz najprej. Ja, daj ti, da vidim, kako si ti zastavil. Zdaj, kar se tiče mene, zdaj glede na to, da tisti, ki spremljate že par let, že veste, kakšna kolesa so meni všeč. Se pravi, lahek aerobike je meni pač idealen bike. Zdaj, če gledam kolesa do 3500 €, tudi še dobil sem komentar od enega, ki tudi hod na runde, pa je bil tudi včeraj na Krvavcu, da smo prišli do tega, da res ne moramo najti kolesa pod 6000 €, ne? Tako kot so prejšnji teden komentirala. Pač
vprašanje je bolj za kakšnega kolesarja se gre. Zdaj, če iščeš ti tekmovalen kolo, da ne boš imel handicapa v primerjavi z unmu, ka fura bike za 15 jurjev, pol za moje pojme moraš minimalno dati vsaj 6000 za kolo, da bo približen na nivoju tistim, ki so 15 000. Zdaj, če pa iščemo kolo, da se ti samo da do B pripeljo, pa da boš užival, v Decathlonu jih prodajajo za jurja ali pa še manj, nabav si unga, se voz sam, boš isto te bo pripeljo. Jaz imam par goril iz fitnessa, ki imajo 120 kg, se vozijo z unim bajkom, pa so čisto zadovoljni. Tako kot eni smo pa ravtih, ne rabimo imeti nekaj ekstra, da smo zadovoljni, da nas pripelje od A do B. Eni pač pri kolesih. Tudi ta kolo, ki smo ga mi sestavili zdaj v zadju, ki ga sicer jaz furam, je res top kosi, sam še en kos na kolesu je, ki bi ga jaz zamenil, pa da bi mi bil najbolj sanski možen, ampak to je iz vidika marketinga. Se pravi, da se vidi, kaj se da z nišom, z top sestavo, do kam se da prideti. Zdaj, a bom jaz rekel, da bi si jaz tak kolo sam sestavil z mojim narjem, ga nimam toliko, da bi si ga sploh lahko prvošil, to je ta prva stvar. Tako da, če bi si jaz kupoval, bi si vzel 105 od Niša v Bročegor, ja, ta bike pride 6 jurjev in to je zame ta razred, da ne bi bil hendikepiran proti tem kolesu prav velik. In če z unim bajkom se ne bi vozil dober, pač s tem, ja, malenkost boljš se in to je to. Zdaj, to sem mogel celo zgodbo narediti, zato da se približen ve, zakaj so zbirala kolo do 6000 evrov. Zdaj, do 3500 evrov jaz pač, mislim, da sem prejšnji teden zbral Scotta, ne? No, ta teden isto sem videl zdaj v akciji, pri Grašci en kolo, mislim, da je z 5200 na 3400 ali nekaj tazga. Edict 40 RC 105 D2. To je to, ne vem, jaz kaj drugega, ta bi bil prva opcija, ta druga opcija, samo zato, ker je Jaka voz na rundah, bi bil Giant TCR Advanced, ki on pravi, da je zadovoljen s kolesom, ta mislim, da se tudi zdaj prodaja s full popusti, sam ne vem, Altegra ima isto 105, ko gor isto za tam okrog 3200 do 3400 evrov, to ga imate v freestylu. Pol pa ta tretja opcija, ki pa sploh ne poznam, niti brenda, niti ne vem, s kje prihaja, nič ne vem, je pa kle ta gospod, ki je tudi parkrat prišel na rundo, ki dela v Sporter Štecuna, ki imajo Orbeje, MMR, mislim, da tudi KTM, zdaj pa še ne vem, kva imajo še za ene druge brende, je pa MMR. Ma se, če boste šli na njihovo spletno stran, pa si sam dajte filter za ceno, jaz sem si ga nastavil med 3 jurje pa 3500, je prišel ta nek speed ali fast ali se ne vem, aerobike, skratka, pride z Ultegro D2, mislim, da 3 jurje pa še neki. Tako da jaz, če bi zdaj gledal, pa da bi bil to budžet, nimam pojma, kako se kjerkoli od teh bajkov pele, ampak rečemo, da prvi bi bil Scott, pa bi bil Giant, pa bi bil pa MMR, sam zaradi tega, ker ne vem pač, kako se pele. Če bi dobil testenga, pa da videl, da sem zadovoljen, bi pa mogoče MMR tudi bil. Lahko tudi na prvem mestu. Sam deluje tak bulky, da se zna zgoditi, da mora biti kar orang težek. Gledal bi pa, da je teža kolesa, ne vem, čez kjer sploh pride do tog, da je pod 8 kg, če bi se dal. Tako da, evo, moji 3 bajki so te, drugega, saj jaz nisem najdel. Petra? Ja, jaz moram reči, da se kle vsem začetnem, ki si povedal, strinjam absolutno s tabo, tako da sem tudi jaz to nekako hotela zelo podobno. Niso stvar povedati, kot si ti že povedal, kar se tiče koles do 6000, pa koles do 3500. Najprej sem mislila, da bo ful težko mi najdete en kolo za 3500 evrov, ki bi ga mogoče tudi jaz vozila, če ne bi bila finančno ali pa oziroma da ne bi delala to, kar delam. Jaz tudi vedno povem, da jaz tudi nimam toliko denarja, da bi lahko take bajke vozila, ki jih vozim, ampak se mi nekako pač smo v tem fohu, to delamo, malo smo ambasadorsko, malo promocijsko, Mersat pač ima kot servis dostop do ugodnih, se pravi, komponent, tako da pač lahko do tega pridem. Ampak sem pa potem tudi najdla kolesa, ki pa so do 3500 evrov, je pa res, kot si ti rekel, to absolutno niso
aerokolesa, to tudi niso, so mogoče s to kakšen kolo bi se s temi tudi dali podirkati, pa z njimi tudi voziti na kakšnih amaterskih, se pravi maratonih. So kolesa, ki jih tudi vozijo ljudje, se pravi, tako, ki si ti izberil nekako, jih ljudje poznajo, pa jih vozijo. To so vsa ta kolesa so pa že po geometriji, ki se jih vidi, so bolj udobna kolesa, so pač težja, ne, po sami zgradbi. Edina stvar, ki bi jo jaz poudarila, lahko zdaj povem, bom pol kolesa, kjer sem izbrala, nekaj povedala. Še vedno se da dobiti, tako kot se rekel, 105 D2, dobra oprema, pa kolesa so ponovadi v redu, oprema je primerljiva in jaz pač manj od tega ne bi dajala na kolo. To je ena stvar, ki jo gledati pri kolesih, ki se gleda cenovno. Decathlon koles za Jurija si jaz ne bi kupovala pod nobenim, razen če res nimate več kot Jurija možnosti na razpolago, ker pa če vam je res sam smisel, da se pripeljete od točke A do točke B. Jaz vedno pravim, da tudi prvo kolo, če se ga kupuje, naj bo majčkeno bolj prijeten kolo, ker če vas ne bo zagrabila vožnja s kolesom, vas lahko mine vožnja s kolesom tudi zaradi tega, ker imate totalno zanič kolo in vas mine, da se vozite. Ne morete se voziti s skupino, z ljudmi, ki so mogoče atletsko enaki kot vi, ampak se potem s takim težkim pa neokretnim kolesom ne morete voziti. Tako da jaz sem recimo gledala, med drugim ti nisi pač jih omenil, Canyon kolesa, so na njihovi spletni strani zelo ugodne cene, pa splača se zdajle kolesa kupovati mogoče, ker je posezonsko znižanje, veliko trgovin ima posezonska znižanja, bližajo se razni Black Friday in te variante in to mislim, da se bo zdajle bolj splačalo kolesa kupovati, kakor si jih boste vi zaželeli, ker kolesa si zaželite pa spomladi, ker je sonček se začne, ker je toplo vreme, takrat so pa cene pol malo drugačne, kakor so zdajle. Tako da toliko v razmislek, če si kdo želi kupiti nov kolo, je mogoče zdaj bolj primeren čas, kakor pa pol spomladi. Ampak še vedno vas bo večina spomladi kupila. Tako da gledala sem Canyon Endurance CF z D2 105, je cena 3200 €, čisto normalna na njihovi spletni strani, brez popustov, brez vsega. Potem je tudi Ultimate Canyon, ki je majčkeno boljši potem nivo kolesa, ta bi bil tudi lahko že tudi za kakšno dirko, je točno 3499 cena kolesa, kompleti 105 D2. Giante sem tudi jaz gledala, ampak meni, ne vem zakaj, meni nekako Giant sploh ni všeč, ne vem zakaj mi nikoli Giant ni všeč kolo, ampak se pa ga dobi trenutno na Bike24 Giant TCR Advanced, 2025 letnik je kolo za 2438 € z D2 105. 2438 €. Tako da to mislim, da je mogoče celo price performance. Najboljša cena sem je najdela. Velo Ljubljana prodaja Botekio kolesa, ki so tudi dobre cene. Klele ga je vozil Škof, je bil zadovoljen s kolesom. Imajo tudi dosti v redu gor obroče z Ultegro, sicer nisem zasledila, a je D2 Ultegra ali ni, da ni to kakšna stara Ultegra, gor sam trenutno druge Ultegre ni kot D2, tako da predvidevam, da je D2. In je tudi cena znižana trenutno na 2500 € za Ultegro. 12 ali 11 redna? Tudi to nisem, veš, da piše Ultegra. In tudi tam pod opisom imajo zelo slab opis. Ne vem, za poklicati pa za vprašati. A ja, to boš pa ti mogoče pa ti to bolje se tukaj D2. No, D2. 2500 € z Ultegro. Prave, ne? Ja, da ni pol kakšne provizorične slike. Jaz mislim, da so. Zdaj je v akciji 2500 € v Velotu. Za Ultegro kolo. Ja. No, potem v A2-ju prodajajo V4, Colnago, diski z D2 105 opremo, je cena 3299 €. V4 Colnago. Ni res, ne, pač navaden. Pol jih ima Vali trgovina ogromen koles, ki so tudi dobra. Cube kolesa so tudi dobra kolesa. Z D2 opremo jih imate za ta denar ogromen. Pa meni, ki bi bil pa tak, ker so mi všeč taka kolesa, pa če bi imela 3500 € na razpolago, pa zato, da imam vizualno lep kolo, pa dober kolo, mi je bil pa všeč Pinarello X3 105 opremo Shimano D2 gor. Cena je pa 3496 €, na spletni strani Francesco
Francesconi Bike. Je spletna stran, realna, ta prava, ni kakšen fake. Tako da jaz mislim, da za to ceno, kukor se mi je bilo strah najprej, ko sem mi danes poslal, ne, za 3500 evrov, ne si najdem kolo, ki bi ga vozila. So pač kolesa, ki bi jih vozila. Se pravi, najrajši od teh bi X3. Ja, po moje. Ja. Tako mi je tak tudi luškan kolešček mi je za pogledat. Ti to bolj poznaš ta kolesa. Je pač bolj udobne kolo, ampak mislim, da s temi, ki sem jih... Ta udobje je v njih par procentov. Ne vem, kakšno je pa recimo primerjavi s tem V4, ampak ne RS-om, z navadnim V4. V4, ne vem, jaz sem imel kle stranke, ki mi govorijo, kako jim to prodajalci v A2U-ju prodajajo, pa jaz pač ne razumem najbolj, zdaj ne bom... No, če bi ga rekel s Pinarello X-om primerju zdaj. Mislim, jaz sem tako rekel... Ker X-a še nisem vozil, sem vozil F5, pri Colnagu tu sem vozil pa sam V4 RS, pa če bi ga primeril, se pravi V4 RS pa F5, meni osebno sem bil, po moje za isti denar še vedno dobiš Colnagota boljšega, ampak če pa pač ga imaš tako sestavljenega, ki sem imel jaz F5, se je pa meni F5 vozila noro in sem bil ful zadovoljen z bajkom. Tako da ja, jaz zdajle, so se glih za Lenko pogovarjala, kako kupuje nov kolo. Jaz zdajle, če bi naredila tako, bi vzel F3, 105D2, pa dal ene hude obroče gor, pa se bajk pele za moje pojme super. Uni, ki imajo pa itak denarja dost, uni bi pa dogmo vzel. Jaz drugega pri Pinarello tu, vse, kar je vmes, jaz ne bi nikoli kupil. Ker... No, recimo, Lenka je lepo povedala glede dogme, da je to pretrd kolo, ker ga je probala in ga je tudi vozila kar nekaj časa in mi je všeč, da ni nekdo, mogoče recimo, da je finančno sposobna vsem si prvošati dogmo, ampak se nima to zdaj veze ali se ni, ampak je vsem gre rajši na kolo, ki je bo bolj udoben, pa je bo več prinesel njej užitka, tako da ni vedno vse sam najboljši kolo, pa imeti najbolj top, pa imeti dogmo zato, da imaš dogmo, na koncu pa se ne moreš na njej sploh voziti oziroma ti je neudobna. Ne? Ali pa kjerkoli drug top. Če je ona občutila razliko, super, jaz med F5 pa med dogmo nisem občutil, da bi je pa F5 udobna, dogma je pa trda. Tako da je pa res, da sem jaz mogoče malo poseben, ker so vsa kolesa, ki jih vozim, so tako dost rejs, ampak Ja, ti si imel gor obroče, smo Princetone, ne? Ja. Jaz ti že pač so ti mogoče dali vse eno večjo trdoto, bolj kolesa, kukar pa, če bi se vozil z kakšnimi osnovnimi fulkrumi. Jaz, ko sem se spuščal z F5, pa sem se spuščal z dogmo, pa imam 90 kg, pa da bi jaz zdaj rekel, da mi je en bil bolj udoben, pa da je, ne vem, F5 na spustu, da pa ni bila stabilna ali pa kukarkoli, zelo podoben bajk. Ampak se malo geometrije, malo razlike sta. Drugačne številke so zdaj pri F5-kah, kukar je bilo pa včasih si imel isto za F-serijo, kukar za dogmo, zdaj pa ima F-serija, mislim, da manj velikosti, pa malo so spremenjene, ampak to je tako malo, ja, sam če daš pol centimetra podložke spodaj, pa je isti šmoren. Tako da če se furaš z dogmo, ne, ampak to ti da lahko pa malo udobja tudi, no? Ta občutek udobja ti da lahko, če je malo višji head tube, če je malo vilca drugače. Sem si tudi hočem povedati, če imaš 2 podložke spodaj, imaš pa F5, imaš pa pol 1,5. Ja, no, dobro, sem hočem povedati, da malo ti da ta občutek, no. Pa je malo karbon drug, ne, varianta in lahko čutiš, hočem povedati, da lahko začutiš, da ti je kolo bolj udobno. Če imaš višino isto pri obeh, je isti šit, ne bo nobene razlike. Pač meni ni, zdaj če uniki občutijo razliko, da best, ampak jaz osebno vem, da bo zdaj full folka, tako kaj je za Dura Ace, pa 105 rekel, ja, 105 to ni v redu, bla bla bla. Ko se vozimo na rundah, ko se voziš sam za 105, ne boš nič počasnejši v primerjavi z Dura Aceom, razen če je unih 500 gramov, če to upoštevamo, ampak glede na te research, ki sem ga delal, je 500 gramov pri sami grupi, zelo male razlike v Klanzgor in po ravnini se dosti več pozna pri polhan drugih stvareh na kolesu in tukaj pri kolesu pa mislim, da je tudi zelo podoben, ker F3 tudi nima ali pa F5 nima ta slabega karbona. To ni nek karbon, ki je žvečilen gumi. Ja, itak, ne, se je to ni. No, ampak se pravi, meni so pač Pinarello s tem. Ja. V tem primeru, kar sem lahko najdla, bi si tega mogoče že zaradi izgleda bolj izbrala. Ampak ja, vsak
Vse dobijo kolesa za to vrednost, za ta denar in tudi dobra kolesa, lepa kolesa, ki lepo izgledajo in če si en tak kolo mogoče izberete, pa da je pač kolo v redu, ga lahko potem kasneje, ko spet pridete malo v denarju, lahko začnete nadgrajevati s kakšno, predvsem z obroči, se potem enkrat odločite, pa imate une originalne za kakšno rezervo ali jih pa pač prodate za nekaj majhen denar, ponovadi to niso veliki denarji, ampak saj nekaj dobite, si kupite boljše obroče in takoj kolo dobi boljši performance, tako da mogoče kdaj kakšna balanca se lahko zamena kasneje spet, tako kot je tudi Jaka naredil, pa se z balanco spet naredi nekaj svojega, spet kolo bolj trd, pa se pravi bolj v rejs, kakšno integrirano balanco in take stvari. Ampak to počas pol do tega pridete in pa prideš pa do tega, da je kolo vreden 6 jurjev, ne pa 3,5 več. Ja, ampak sej ne rabiš tega narediti v tisti moment, za prvi moment. Povedati, da ta kolo, ki ga kupiš za 3,5, če ga upgradaš, da je pol, ne vem, 5 rečva, Jurija pa pol obroči, to je tako. To pač upgradaš ga počasne, postopno ga... In si hiter si na 6, kaj je pa pol že čist primeren bike, rečemo tem, a pa bom rekel, ne zgubiš več toliko, kukar zgubiš z, rečemo tem, kaj serijsko 3,5. Ker tudi ta kolesa, ki so jih mi da zdaj naštela, samo enih parih je bilo, da je polna cena 3,5. Po večini, vsaj te, ki sem jaz najdel, so vsi znižani. Sem tudi Lapierja videl, sam je meni pač grd, pa ga zato nisem dal v ta krog. Lapier mi je tudi ni všeč. Ga ima isto pa rad vovil, mislim, da ne vem, za dobre 3 jurje. Ampak ja, ne vem. Jaz bi kle mogoče pri bajkih bi dodal sam še to, ker zdaj boste vsi rekli, zakaj pa sam ti D2, se je mehanska grupa tu dobro dela. Ja, če najdeš kje, da imaš kable še zunaj, pa da te ne moti te aero minusi kao zaradi kablov, pol lahko daš tudi mehansko grupo noter, ampak D2 grupo se po večini jemlje zaradi tega, da nimaš več to kolesa na servisu, ker zdaj, ko so kabli pol po balanci, če so noter speljani mehanski, je problem, ker pride v bodne še kakšna svinjarija, prah, kukarkoli in to ne šalta več dober. In pol si lahko skos na servisu in pač ja, zaradi tega se daje zdajle vse, kar je integriran, praktičen je samo še elektronska grupa ali pa pač brezžična pri SRAM-u ali pa pri kampi, tako da to je zaradi tudi, tega. Jaz povem, ko vidim Merseda, ko se stavlja kolesa, tudi večinoma okviri niso več narejeni za zajle in večina okvirov tudi nižji rang, potem se mora kar zafrkavati tam okoli balance, okoli sposod, če ima slučajno kdo kakšne kable, hoče nekaj premontirati in se s tistim ponovadi ima veliko dela s temi kabli. Tako da je veliko boljš, pa tudi mislim, da razlika med D2 105 pa med zajlami 105 ni spet toliko velika razlika, če že daješ take vrednosti, to je 300 evrov na koncu, ali pa ne vem, če je. Sploh nisem zasledila koles, ki bi imeli se pravi že serijsko gor 105, ampak verjetno so, samo so to spet kolesa, ki so pa najbrž še niže cenovni rang. Tako da, ja, jaz tudi tukaj mislim, da se je 105, res, jaz sem jo tudi pelala, dela vse krasen, super, nobenega problema, tako da te razlike dejansko so samo v, kako si ti rekel, v kilaži. Edina stvar med 105 Coltegro pa Dura Ace-om, so pa še neke druge malenkosti, ampak ja, jaz pač je ne vozim, je nimam gor, ampak če pa ne bi bilo drugače, bi pa rajš imela 105 kot D2, ka pa zajle. Zdaj za na koncu lahko povem še to, da zdaj, ki sem se zapeljal že 3-krat s tem bajkom, res sem noro zadovoljen in vsi, ki ste te višine od 177 do 182, komod pridete sprobati, je za ston test, bajk se res pele noro, tako da ja, za 6 jurjev, ne sicer s tako sestavo, ampak za 6 jurjev za moje pojme se dobi že res zelo, zelo lušten bajk. Zdaj pa greva midva še nekaj. Jaz zdaj, glede na to, da je konc letošnje sezone, kar se tiče kolesarstva, bi mogoče, še to, tisti gospod, ki je zmagal, bo, upam, da ga prepričam, da pride z svojim kolnagotom sem, pa da ga na hiter še posnameva, da poveva malo kaj o bajku. Če on hotel biti pred kamero, bom pa jaz pač povedal, tako da to je to. Zdaj pa, ker je konc sezone, sem jaz dobil glih kar idejo, da za naslednji teden, da
si narediva neko checklisto za naslednji let, kaj želiva odpeljati, kaj želiva doseči, predvsem iz kolesarskega vidika. In pol še za vas si lahko pripravite isto spisek, malo razmislite, ker vedno se je za naprej dobro pripraviti tako, en let prej. Se pravi, za naslednjo sezono se moraš pripravljati takoj, kaj je konc sezone, zato da začneš delati na temu, da boš naslednji let res tako pa zadovoljen pol z vsem. Jaz letos sem glih prišel čez 10,000 kilometrov, zdaj na Krvavc gor in sem noro zadovoljen, ker mi še en ben let, takrat, ko sem se res orang vozil, mi je vola dol padla, že tam po Franji, ponovadi sem imel že 7,000 kilometrov do Franje, pol po Franji sem jih pa komi 3 ure do konca sezone na klepu. Tako da še enkrat... Nisi imel toliko kolesarskih prijateljev. No, sej, to sem jih hotel povedati, da še enkrat bi rad pohvalil čisto vse, ki ste začeli hoditi, ali pa kar redno hodite klele na izlete, na runde, če ne bilo vas, jaz ni šans, da bi prišel letos do toliko kilometrov. Ja, tako da meni je full fajn delati, vse to, kar počnemo. Tako da, če hočete podpirati Approved, pejte na Approved Cycling, pa si kaj lepega kupite, ker brez tega, ja, jaz pa Petra ne mogla klele govoriti. Za čuda pride kar nekaj kupcev iz podcasta tudi, tako da ja. Za čuda. Ja ne, ja veš, pač sej ljudje se mi zdi, da nama že toliko zaupajo, pa da vidijo, da mogoče ne nakladava toliko, je pa res, da kar se tiče opreme, ker to je tudi, dobimam skozi komentarje, da sam svoje hvalim. Jaz se rade vole pohvalim, ne vem, BMC kolesa, ki jih ne prodajam načeloma, tudi Scottov ne. Če je dober bike, rade vole pohvalim, če je dobra oprema, rade vole pohvalim. Tako sem pohvalil tudi že večkrat Enve obroče kakšnemu, a sem še kaj drugega. Ja, ne vem, mogoče še kakšne od DT Svisa, ki jih sicer ne rad vozim, ampak ja, stranke so zadovoljne. Campagnolo, ki jih tudi v bistvu ne prodajam. Tako da že pohvalim, ampak problem je, ker določeni ste toliko zagrenjeni, pa niti ne slišite tega, kar se kdaj pohval. Logično, če pa delam o brandih, ki jih pač prodajamo, pa nobenih drugih koles ne dobim za testirati. Če bi jaz dobil kakšen drug bike za testirati, pa da bi mi bil dober, jaz ga rade vole pohvalim. Nisem imel nikoli, ko bi rekel, da bi bil Se tudi ti na pohvalu. Zoperen, ja, najgrši kolo na svetu, pa je se dober pele, sem ga pohvalil. Pač, če meni vizualno ni všeč, to še ne pomeni, da vam ni. Ne? Če vam všeč, pač kupite ga, bike je dober, jaz ne morem, pač, a veš, ne morem. Sam, če je pa pač nekaj, kar mi pa res ni všeč, pa je zelo malo izdelkov bilo takih, da mi čist nič ni bilo všeč, so pa določeni, ali ka imajo ta izdelek, pa ki so ga naročili, so pa zagrenjeni, ja, kako, meni je pa ful dober. Jaz sem ful zadovoljen. Če vam je všeč nekaj, kar meni ni super, zdaj, ali niste vozili še nič, kar je bilo boljš, pa vam je zato dober, tako kot jaz pa avto, ne. Jaz vozim kombi, pa je meni, jaz sem noter, se top. En kafura, ne vem, M4 Competition, kva so za eno znake, on bo pogledal moj avto, pa bo rekel, pizda, jaz sem dal glih za upgrade kit, sem dal to, kot ti za cel kombi. Sam, a veš, ne morem se jaz s tem primerjati, pri kolesih je pa isto, ne. Nekdo, ki voz kolo za Jurija, pa nabav neki za 3, valjda, da mu bo za 3 ful dober. Jaz, ki pa za 3 Jurije bajka nisem vozil, oziroma že dolg časa nisem vozil, pa težko ti rečem, da je ta bike za 3 Jurije pa toliko dober, kukar, ne vem, to, ko smo zdaj mi sestavili, ki prije 12. Pa se prodaja za 9, ampak 12 Jurijev bi bila, rečemo, polna cena kolesa. In ne moreš pač to sploh, pač ne moreš primerjati, ne. No, vse sva zdaj dala mislim, sva kar dobre primere dala glede koles in... Ja, sem hotel povedati, zakaj svoje hvalim, zato ker pač imam možnost to testirati, pa ker imam pač to tudi prodajam. In Sej dava vsem možnost, da če vas kaj zanima o konkretno kakšnih kolesih, sej si tudi moram reči, da si in jaz in Anže vzameva čas, tiska vprašate in pogledava in
pač malo kakšne reviewje, nekaj si lahko sami tudi preberete in probava vam pač odgovoriti na te stvari. Sigurno niso samo niž kolesa dobra, pa samo okolnago kolesa, pa samo Pinarello, ampak ja, tako je rekel, to je tisto, kar sva sprobala pa vozila in lahko rečem, ampak vse ostalo je pa tudi črpava od vas, ki nam dajete informacije, črpava od vseh, ki pridete na rundo, ki nama poveste, pohvalite kolo. Nekateri ste zelo dobri kolesarji, tudi tako telesno, fizično se znate voziti, ste nekaj prevozili v življenju in kilometrov in nekaj koles imeli in tudi vaše informacije črpava in jih uporabljava naprej. Tista kolesa, ki jih pohvali nekdo, ki kolesar 30 let, pa jih je zamenil nekaj koles, pa dirka s temi kolesi na vzponih, pa ne vem, ki je sigurno, če je on pohvalil kolo, mu nekako verjamava, ga poznava nekoga in najmanj prijatelj še iz preteklosti, kakorkoli in zaupava vam in to tudi lahko potem vam dajeva naprej tukaj v podcastu tistim, ki ne pridete na runde ali pa niste v tej debati, zato pa vabimo vedno na runde, ker se tukaj debatira in pogovarja vse živo, to, kar sam delček tega, kar midva pol poveva na podcastu. Veliko informacij poberava pa od vas. Ja. Tako da, kar lahko komentiram, zdaj glih parteli sestavi, rotorji so se obnesli tudi včeraj z krvavca dol, ni nič drajsali, niso se nič skrivili. Ja, tako da to je, mislim, škripal je bilo le dosti vlage pa tega, ampak overall obnesli so se super, tako da sem zadovoljen, da nisem Shimano rotorjev gor pustil. En minus je tele košarce za bidon, to je tudi en gospod vprašal, ful kratki šraufi so bili gor in jaz, ka ful rad skačem čez vse ležeče policaje, sem mal skakal in mi ena košarca sem jo ujel z nogami, ki mi je dol padla zdaj v soboto, tako da sem do zdaj daljše šraufe dal noter in je ok, tako da to je to, vse ostalo imam pa na bajku že toliko cajta, da pač ne vem. Jaz sem toliko noro zadovoljen s tem bajkom in vsi, ki mislite, da nakladam, pridite ga sprobat, zastonje test, rade vole vam ga dam. Če hočete vas tudi posnamem, pa ga skurcite v nulo, pa bojo vsi videli, da je zan kurac bajk. Tako da, evo, to je to. Vsi imate šanso. Jaz sem tudi ful zadovoljna z Ypsilonom. Jaz sem bi tudi včeraj ful izkazal na krvavc. Toliko sem se dobro balala, ka še enkoli ne. Tako da mislim, da je to tudi, mogoče bilo to tudi posledica kolesa. Ja, pa po moje vse skup. Ker pač, ko pritisneš, se premakne bajk, ne? Ja, kar lepo se ga je čutil in tudi moram reči, da najbolj se tudi, ko potegneš gor, ker najbolj to delaš na klanc, pa kjer je strmo in tudi tam čutiš, ko vlečeš, ga čutiš, da kolo gre, ko vlečeš se prav pedalo, tudi čutiš, kako se premika. Maš reči ti, da je z tega. Ja, ne vem. Prevelik mi je. Ti bi mogoče s tem se lahko zapalala, saj na vzpon. Malo velik, ne. Ja, pa še to moram povedati. Jaz, v bistvu jutr je moja zadnja runda najverjetneje, tudi če bo še vreme naprej, ker grem pač na posezonski premor. Tako da v sredo še naredim en recovery in pol zaključen za 10 dni z vožnjo s kolesom. Tako da zdaj eventualno zadnji teden v oktobru, če bo vreme, bom še mogoče na kakšno rundo šla res na easy. Ampak drugače jutri moja zadnja taka, kjer bom pač še probala te pance na polno odpela, če sem dobro počutila, tako da moram najti zdaj pa res ene žrtve, ki mi bojo pomagale ta PR letošnji nares, da pridem tistih pod 9:40 in da imam od spredi 30 in da sem pač nekje, to je bil eden od mojih ciljev v letošnji sezoni v končni fazi, tako da če mi rata, če ne pa ne. No. Jaz pa lahko še tole povem, zdaj sem začel spet, to sem že večkrat povedal, fitness hoditi, če bi kdo rad tudi hodil v Cleverfit, pa bi skup treniral, mi lahko tudi pišete, jaz mislim, da rabam nekoga, ki bomo pač skup mal se tudi v fitnessu, tako da mislim, da Jaka je že rekel, da bi mogoče šel, če bo še kdo se najdu, evo. To je to. Še nekaj. V četrtek pride ven podcast s Simonom iz Human Performance Centra, smo ga snemali že prejšnji teden in nekaj, o čemer smo se pogovarjali, je bil glih fitness in vaje za moč v fitnessu, kar je pa tudi včeraj Pogačar na podcastu temu, ki so ga snemali, kaj je bil to, Radio Slovenija? 202, Val 202. Ok, Val 202. Na Krvavcu so snemali podcast in sam to sem ujel iz tega podcasta, da je rekel, da
tudi on daje zdaj kar dosti poudarka na vajah za moč in je 2krat na teden, če se le da, tudi v fitnessu. Tako da je to nekaj ful zanimivega in boste videli zdaj v četrtek, ko smo s Simonom se tudi o tem pogovarjali in je Tudi to Simon res, je to kar potrdil, sem ja. jaz to tudi zdaj le zadnje 14 dni govorim, da če sam kolesaraš, ti zmanjka pol moči in so te vaje za moč kar nekaj nujenega, če hočeš te višje vate dosegati dlje časa. Ja, pa tudi Simon bo lepo pove, zakaj tudi zaradi vse naše kostne mase, zaradi vsega ostalega, tudi zaradi zdravja, ne samo zaradi performansa. In ja, ta podcast je bil zelo zanimiv, pogovarjali smo se tudi o tem po sezonskem času, no, čisto da zato, da za zanimivost in o prehrani in vsem temu, kar me sprašujete, smo se tam pogovarjali in dajte pogledati, ker bo strokovnjak povedal vse o tem, kako in kaj poteka. No. Jaz sem pa tudi plih povedala, da odhajam zdaj na ta odmor, o katerem bo tudi Simon govori v temu podcastu in v bistvu že kar malo mi čakam, ker malo bo luštan tudi to. Pa še eno stvar sem pozabila, to pa mora povedati. Matej Mohorič je bil včeraj 3. na svetovnem prvenstvu v Grevlu, tako da Matej, čestitke, bravo, konkurenca je bila huda, jaz sem pol malo pogledala posnetek, pač včeraj nismo mogli tega toliko spremljati, ker smo bili vsi na Pogi Challengeu in je mogoče ta dogodek malo to zasenčil, ampak je odpeljal fenomenalno, ene par posnetkov je norih, vozil je divje, en ovink je tak, kakor po bankini se voz in mislim, noro za pogledati. Tako da vsa čast. In mislim, da konkurenca je bila pa kar ta prava. Kdo je bil pa drugi? Ne vem. Ka Vermeer Švenda je zmagal? Drugi pa ne. Nisem tudi jaz sem imel danes, ste naročvali cel vikend, tako da zdaj nam je še en čelad zmanjkal, zdaj imamo samo še ta najmanjše pa ta največje. Tako da, če ste, ali da ste ženske, ali pa da delate v kakšnem klubu, ki je zelo veliko mladih, mi pište, trenutno imamo čelade, se pravi ta male in ta velike, bomo naredili neko special akcijo za vse klube, sam prosim pište, pa še vsi, ki hočete biti, ali ste zmagali kakšen maraton, ali bi sam radi bili na podcastu, ali bi radi predstavili svoj brand, ali bi radi, ne vem, ste začeli z uvaženjem koles v Slovenije, kaj jaz in kaj. Pište, rade volje vas povabim na podcast, zdajle, ker ne bo dirk, bo tudi midva imela malo manj tem, o katerih se bo pogovarjala, tako da, če bi radi pršali, evo, odprta vrata, povejte svojim prijateljem, tem, ki imajo firme, rade volje jih povabim, tako da začnemo malo še debatirati in ja, to je to. Lahko tudi rečete, da namaram, da sem jaz zraven, pa me ne bo. Kar to napište. Do naslednjič, sončki, uživite na kolesu. Čau. Čau.